Jaz bi dal za primer slabe prakse dva objekta, kar konkretno. Tole je Vilo Transilvanija, ki je tukaj na koncu Vrbanske. To je bila vila, ki si je za sebe naredil tale znani mariborski arhitekt s preloma stoletja Friedricher, ne, in je res v sramotnem stanju. Kaj je tukaj zanimivo? Tukaj je zanimivo to, da je bil to špekulativni nakup in so ljudje, kupci, bili 100% prepričani, da bo dobila dovoljenje za rušenje. Tega dovoljenja noben ne bo dal za kulturni spomenik, tega dovoljenja v Sloveniji noben ne bo dal. Poleg pa spomeniško varstvo krivo, ker nagaja. Razumete? Drugi taki madež pa se mi zdi v tem mestnem redu vila Uroda Nasimbenja, tega arhitekta pri šoli Franca Rodmana, Kersnikova 12. To je tudi en taki lep objekt, ki pa je rapidno razpadajočem stanju. In to je v bistvu vse okolje urejeno, to pa ne je prav, in to je prav madež čistega celega kraja.